Po vsej avtomobilski logiki bi moral biti ta model za Slovenijo zelo pomemben. Recimo njegov predhodnik, model 307, je leta 2002 osvojil naziv slovenski avto leta. No, ampak tole je že tretji naslednik 307, torej tretja generacija modela, ki nosi značko 308. Ampak ta prihaja na trg v nekoliko drugačnih časih. V časih, ko takšna klasična kombi limuzina ni več sveta. Dejstvo je, da vsi ne marajo križancev, to moramo biti odkriti. Z novo 308 ponovno odpiramo ta segment in verjamemo, da številni kupci, ki so v preteklosti že uporabljali vozila C segmenta, gotovo najdejo svoje novo vozilo tudi v novi 308. 308 je torej v nasprotju s sestrskim modelom Citroenom C4 ostal kombi limuzina. In glede na naše izkušnje vemo, da je prednost slednjih predvsem boljša ekonomičnost in boljša vozna dinamika. Še vedno sta tu bencin in dizel, no tukaj pa imamo tudi takšen kabel za polnjenje. Torej to pomeni, da imamo na voljo tudi priključne hibride. Ta model smo lansirali tudi z dizelskim motorjem, ker je na voljo in se mi zdi, da v Sloveniji še vedno kupci povprašujejo po dizlih. Je pa hibridna tehnologija sigurno tehnologija prihodnosti oziroma že lahko sedanjosti, še bolj pa v prihodnosti, zato tudi predvidevamo, da se bo z časom ta delež hibridnih vozil definitivno večal. Dodali bomo še električne različice. Že pri prvi vožnji nismo mogli mimo res nadpovprečno dobre zatesnitve potniške kabine, ki je za ta avto povsem nova. No, nekako smo dobili občutek, da so pri Peugeotu temu avtomobilu zares posvetili ogromno pozornosti, tudi detajlom. Logotip na prednjem delu vozila ima še drugo uporabnost in to je ta, da je dejansko radar, ki se uporablja za ADAS-ove sisteme za pomoč pri vožnji vozniku, nameščen točno za logotipom. Kot zanimivost pa lahko povemo, da je ta logotip izdelan v Sloveniji. Snovalci trdijo, da so pri razvoju modela 308 uporabljali materiale in ideje iz višjega cenovnega razreda. Vprašali smo se torej, ali bo 308 še naprej ostal ljudsko dostopen. 308 ostaja Peugeotovski, bom raje tako odgovoril, gotovo je namenjen širši množici in verjamem, bom rekel, da ne bo namenjen zgolj 17% strankam, kolikor danes posega po segmentu C, ampak bo primeren za veliko več ljudi, kot rečeno še posebej z novimi različicami, ki tudi prihajajo, kajti vemo, bom rekel, da še posebej v tem segmentu je zelo zanimiva tudi karavanska različica, ki pa je danes nimajo več vsi proizvajalci.